Res je, da Slovenci v bistvu preveč kopičimo stvari. In to, da dejansko enkrat na leto naredimo neko generalno čiščenje stanovanja in spustimo iz prostora tisto, kar nam ne služi več, naredi prostor za nove stvari. Da so bile gradnje nekoč veliko bolj povezane z naravnimi zakonitostmi, kot so sedaj. Torej, včasih so imele hiše enako število oken na severu kot na jugu, torej so bile bolj uravnotežene. Energija je lažje vstopila v prostor in se manj izgubljala. Velikokrat mi ljudje rečejo, glava je pa obrnjena proti severu, kaj ne? In v bistvu jaz rečem, da po Vastuju temu ni tako. Danes bomo govorili o starodavni vedski znanosti o bivališču, Vastu, ki pravi, da prostor močno vpliva na naše počutje. Zato je danes z nami Tina Pipan, Vastu svetovalka, ki nam bo razkrila, kako lahko izboljšamo energijo našega doma. Današnji pokrovitelj podcasta je Philips Aqua Trio, ki vam lahko olajša vsakodnevno čiščenje, saj v enem koraku posesa, pomije tla in odstrani madeže ter razlite tekočine brez kablov in napora. Z enim klikom preklapljate med različnimi površinami, po koncu pa se naprava očisti sama in je vedno pripravljena na uporabo, kar vam omogoča, da se posvetite stvarem, ki vas resnično osrečujejo. Tina, dobrodošla. Hvala za povabilo. Ti si pred časom napisala, da prostor, v katerem živimo, odseva celotno naše bitje in vse, kar se nam dogaja. Nam lahko to precej močno trditev malo razložiš in hkrati že malo nakažeš, kaj je bistvo Vastuja, o katerem bova danes govorili? Da najprej v kratkem opisu povem, kaj je Vastu. Beseda Vastu pomeni dom oziroma bivališče. In Vastu je več kot 5000 let staro znanje o tem, kako v bistvu urediti prostor, kjer živimo, kjer delamo, kjer ustvarjamo, kjer ljubimo, v skladu z naravnimi zakonitostmi in nami takimi, kakršni smo, torej edinstveni in posebni. V naravi, v prostoru, v življenju veljajo določene zakonitosti. Te zakonitosti so del v bistvu vedskega znanja in jih potrjuje tudi sodobna fizika. To pomeni, da prostor kot tak vedno odseva našo notranjo strukturo in naše notranje in počutje in osebnostno strukturo na nek način. Te zakonitosti so, ki pravijo, da je vse živo, da je na vseh ravneh veljajo enake zakonitosti, da je vse povezano in da podobno vedno pritegne podobno. In mi se vedno odločamo, torej nas pritegne tisti prostor, ki odseva naš notranji ustroj. Lahko dam v bistvu tukaj en primer, pa bo mogoče najlažje razloženo. Sem imela pred časom gospo in gospoda, ki sta se odločala urediti oziroma graditi hišo po Vastuju. In ena izmed zakonitosti Vastuja pravi, da je vhod zelo, zelo dober na sever, zato ker je sever področje zdravja, obilja, novih začetkov. In to je bilo tudi predlagano pri v bistvu načrtovanju hiše po Vastuju. Ampak gospod se s tem ni strinjal in je na vsak način želel imeti vhod na severozahodu. Zakaj? Zato, ker je bil zelo dinamičen, zelo v bistvu posloven. On torej zelo ognjen, zelo zračen, veliko se mu je v življenju dogajalo. Tisto, kar si je pa želel v prostoru, je pa, da bi se ustvaril nek mir pa ravnovesje. Vhod na severozahodu je v bistvu povezan z elementom zraka, z dinamiko, z nemirom, z nestabilnostjo, torej s povečanim gibanjem energije in nemirom v telesu. Torej nekaj v njemu je izbralo vhod na severozahodu, torej ne tistega na severu. Kar pomeni, to, kar mi nosimo navznoter, to dejansko v bistvu na nezavednem nivoju pritegnemo tudi v zunanjem življenju. In kljub temu, da bi bil veliko bolj ugoden vhod na severu, ki bi podprl elemente miru, pa ravnovesja, pa zdravja, pa obilja, je oseba
si želela vhod na severozahodu, ki je področje nemira, zato ker je to odražalo tisto, kar je že v osnovi v tem človeku močno prisotno. In mi v bistvu na nezavednem nivoju vedno pritegnemo nekaj v naše življenje. In na ta način je tudi prostor, v bistvu si izberemo točno tako stanovanje, s tako obliko, s tako postavitvijo vhoda, oken, dinamike znotraj prostorov, ki odraža to, kar je v nas samih. Torej, če imamo preveč elementa ognja, nas potegnejo ognjeni deli v prostoru. Če imamo preveč elementa vode, vodni deli v prostoru. In na ta način v bistvu prostor kot tak odseva to, kar nismo na nek način. Pa bi bilo potem za tega gospoda vseeno boljše, da bi si izbral tisti vhod, ki bi ga pomiril, da bi se potem mogli mi tudi malo prisiliti v neke stvari, ki mogoče jih ne čutimo? Torej, to je v bistvu ta princip, da podobno velikokrat pritegne podobno v življenju, ni pa to vedno ravnovesje. Torej, včasih moramo iti v bistvu čez neko našo naravnanost, zato da vzpostavimo neko spremembo v življenju. In tukaj bi včasih bilo vsekakor boljše, torej, da nismo vezani samo na tisto, kamor nas vleče, ampak da iščemo tudi na drugačen način ravnovesja v življenju in v prostoru. Zdaj, marsikdo se verjetno tudi sprašuje, kaj je razlika med feng shuijem pa vastujem. Zdaj, feng shui mogoče večkrat slišimo, je mogoče bolj popularen. Feng shui je v bistvu veliko bolj poznan v našem prostoru. Je pa zelo podobna znanost oziroma veda kot vastu, kar ne pomeni, da so zdaj v bistvu zakonitosti in način dela enaki v obeh znanjih, ampak obe znanji sta tukaj zato, da pomagate urediti prostor v skladu z naravnimi zakonitostmi in človekom kot takim. Bi pa tukaj mogoče izpostavila to, da stare kulture imajo ogromno v bistvu enih znanj. In vastu izhaja iz kitajske civilizacije in se zelo močno povezuje, na primer tudi s tradicionalno kitajsko medicino, z bazi astrologijo, tudi z gibanjem, kot je qigong, tai chi itd. Kar vastu tukaj je dejansko enako obsežno in še v resnici starejše znanje, ki pa se bolj povezuje torej z vedskim znanjem. Tukaj je pa ajurveda, tukaj je džotiš, ki je znanje o naravnih ritmih, tukaj je joga. Torej, oba sistema sta zelo kvalitetna, sta pa vezana na različna izhodišča, in zemljepisno in lahko v bistvu tudi časovno. Ko si omenila, da je pomembno graditi po univerzalnih načelih narave, sem se spomnila mogoče na neke stara svetišča ali pa tudi mogoče v Sloveniji imamo kakšne starejše, ali so to cerkve, ali so to kakšni samostani, ali pač neke zgradbe, kjer enostavno, ne glede na vero, se lahko ti mogoče počutiš dobro, mirno, spokojno, mogoče celo občutiš nek ta stik s presežnim. A je to povezano s tem, da so mogoče stari ljudje znali tudi upoštevati te načela? Ja, stari ljudje so malo bolj znali upoštevati naravna načela. To se vidi tudi v Sloveniji pri gradnji hiš. In velikokrat so tudi svetišča in cerkve postavljene na energetsko zelo močnih točkah. Ne glede na vero, zdaj v bistvu tam lahko začutimo nekaj višjega, nekaj več. Tukaj je tudi v bistvu postavitev oltarjev znotraj cerkev, kjer se je velikokrat izkazalo, da so postavljena obrnjena na pravo smer na nek način. Tako da zagotovo ne bom rekla zdaj, da so vse cerkve in vsa stara svetišča ravnovesno postavljena, ampak veliko njih pa zagotovo je. Pa če že govoriva o Slovencih, me zanima, če se ti zdi, da imamo Slovenci pogosto težavo s prepolnimi domovi, smo mogoče preveč navezani na stvari, ki jih ne potrebujemo več, ki so nam že odslužile. Pogosto se mi zdi, da nas spremlja to prepričanje, nikoli ne veš, kdaj ti bo nekaj prav prišlo, za hude čase spravimo, kar je verjetno povezano tudi s preteklostjo in našimi predniki, babicami in dedki, ki so seveda živeli v zelo večjem pomanjkanju kot mi danes. Kako pomembno je torej, da se vseeno znebimo odvečne krame, kako to vpliva na naše počutje, na energijo doma? To je zelo pomembno. Res je, da Slovenci v bistvu preveč kopičimo stvari.
Zato sta lahko dva razloga. En razlog je v bistvu kolektivna zavest in kolektivni strah, torej pred pomanjkanjem, ki lahko izhaja še iz 2 svetovnih vojn. Drugo pa je, kar jaz v bistvu opažam tudi pri svojem delu, pa ni toliko ta star strah je mogoče bolj prisoten pri starejši generaciji, ampak je to potrošništvo, a ne. Torej, kjer dejansko moramo imeti 10 predmetov, moramo imeti v bistvu nenehno kupujemo nove stvari, ne znamo pa narediti prostor za tisto, kar je v resnici v življenju pomembno. In to, da dejansko enkrat na leto naredimo neko generalno čiščenje stanovanja in spustimo iz prostora tisto, kar nam ne služi več, naredi prostor za nove stvari. Bi pa tukaj še nekaj poudarila. V Vastuju so najbolj pomembne smeri neba in zakonitosti po teh smereh neba. Tukaj poznamo srčika Vastuja je 5 naravnih elementov. To so voda, ogenj, zemlja, zrak in eter oziroma akaša. In po Vastuju pravimo, da imamo tudi lahko del prostora, del hiše, kjer imamo več teže oziroma več stvari oziroma nekakšno skladišče, a ne, in to je na jugozahodu prostora. Na primer na severu, severovzhodu in vzhodu pa je zelo pomembno, da prostor diha, da je čim manj stvari. Tako da ne moremo čisto posplošiti, da se moramo res znebiti vseh stvari in da moramo imeti prostor idealno počiščen, ampak v bistvu moramo upoštevati energije smeri neba, ki so povezane z določenimi zakonitostmi. Kaj pa recimo spalnica, si predstavljam, da tudi ni fajn, če je zelo nasičena, kjer spimo. Ja, spalnica je zelo intimen prostor, prostor za počitek, za regeneracijo in predvsem bi jaz tukaj izpostavila, da v spalnici ni dobro imeti preveč elektronskih naprav. Zato, ker je v bistvu ta elektrosmog oziroma elektronske naprave resnično oddajajo valovanja, ki niso zdrava. Mi, ko pa spimo, se pa veliko bolj odpremo tudi nezavednemu področju in te stvari mnogo bolj vplivajo na nas. Tako da jaz bi rekla, da v spalnici ni dobro, da hodimo spat s telefonom, bolje, da imamo neko čisto staro budilko, ni dobro, da imamo televizijo, in predvsem naj bo to mesto počitka ali neke intimnosti, ki si ga tako tudi lahko uredimo. Ti tudi priporočaš, da izklopimo Wi-Fi ponoči, a ne? Ja, to bi bilo idealno. Vemo pa, da se to malokrat počne. Kaj pa ogledala v spalnici? Mene so od majhnega učili, da ne spadajo v spalnico. A je to tudi po Vastuju mogoče? Zdaj tako, ogledalo ima funkcijo elementa vode. Torej vsaka stvar v prostoru je povezana z nekim naravnim elementom. Ogledalo je voda in kot tako ogledalo v bistvu ni idealno v spalnici, zato ker ni za globok, regenerativen pa miren spanec rabimo element zemlje. Ni pa dobro tudi, da ko mi ležimo na postelji, da se vidimo v ogledalo. Torej, če že je to ogledalo, je super, če je na notranji strani omare ali če je zakrito. Ima pa funkcijo elementa vode, ki v bistvu lahko pri spanju moti torej zdravilen globok spanec, zato se ga v spalnici odsvetuje. Kam pa naj bi bila obrnjena glava med spanjem? Ja, to je pa tudi v bistvu ena posebnost v Vastuju. Velikokrat mi ljudje rečejo, ja, glava je pa obrnjena proti severu, kaj ne? In v bistvu jaz rečem, da po Vastuju temu ni tako. Spet moramo razumeti delovanje energij in v bistvu naravne elemente. Mi za spanje, za globok, regenerativen in miren spanec potrebujemo element zemlje. Zemlja je tista, ki daje počitek, zemlja je tista, ki daje stabilnost, zemlja je tista, ki daje regeneracijo in obnovo. In po Vastuju je element zemlje doma na jugu, jugozahodu in zahodu. Zato je v bistvu vsekakor veliko bolje imeti obrnjeno glavo pri spanju, teme glave, v tej smeri. Je pa še ena stvar, ki je tukaj pomembna. To je pa magnetna os, to je magnetna os in magnetna energija, ki prihaja iz severa. Mi ljudje smo magnetna telesa, imamo severni magnetni pol na temenu glave.
In v bistvu, če mi spimo s temenom glave proti severu, je to tako, kot da bi dva ista magneta probali dati skupaj. Torej pride do odboja, pride do razburkanosti v ritmih v telesu, v tekočinah v telesu, torej tudi v srčnem ritmu ali pa vseh hormonih. Zato se v vastuju odsvetuje spanje s temenom glave proti severu in se priporoča proti elementu zemlje, torej jug, jugozahod, zahod, tudi vzhod je v redu, ne pa proti severu, severozahodu ali severovzhodu. Ko se vaša zabava konča, se naša začne. Philips. Pa je vastu primeren za vse domove, kaj pa tisti, ki imamo majhna stanovanja, nimaš veliko možnosti za premikanje, Vastu je vsekakor primeren tudi za najmanjše prostore. Mi ne potrebujemo največje hiše ali pa največjega prostora, da lahko uredimo prostor po zakonitostih smeri neba. Mi lahko imamo tudi najmanjšo pisarno ali pa delovni prostor, kjer veljajo v bistvu enake zakonitosti. To, kar velja na makro nivoju, velja vedno tudi na mikro nivoju. To, kar je zunaj, je enako temu, kar je znotraj. Zato tudi mi v bistvu pritegnemo, kot smo že prej rekli, točen tak prostor, ki odseva našo notranjo strukturo in naše življenje. Kaj pa, ko hodiš recimo po obiskih, po različnih domovih, katere napake opažaš, da ljudje najpogosteje počnejo? Ali pa katere vastu načela bi si želela, da bi ljudje najprej usvojili? Predvsem opažam, da so bile gradnje nekoč veliko bolj povezane z naravnimi zakonitostmi, kot so sedaj. Pa bom to probala razložiti. Torej v vastuju je ključen severovzhod. Zakaj severovzhod? Severovzhod je stičišče dveh pomembnih energijskih tokov. Iz severa priteka magnetna sila, sever je tudi področje zdravja in obilja, iz vzhoda priteka energija znanja, moči, napredka, plodnosti, ustvarjalnosti. In energija v prostor na severni polobli, torej na južni je zasukano, ampak na severni polobli energija v prostor vstopa na severovzhodu. In se pomika proti področju jugozahoda, kjer se energija izgublja. Razen če imamo na jugozahodu dovolj elementa zemlje, potem se energija ne izgubi iz prostora, ampak se usmeri v center. In tukaj opažam v zadnjih desetletjih, da se že hiše gradijo tako, da je zaradi energetske varčnosti, da se popolnoma zapre severovzhod, morda še vzhod, in da se močno odpre področje juga, jugozahoda in zahoda. In to je v bistvu tisto prvo neravnovesje, ki se ustvari že strukturo hiše kot take, ki se jo gradi ali pa pač kasneje postavi. Torej včasih so imele hiše enako število oken na severu kot na jugu, torej so bile bolj uravnotežene. Energija je lažje vstopila v prostor in se manj izgubljala na področju jugozahoda. In to je v bistvu tisto, kar jaz opažam zadnje čase v domovih. Torej, da je preveč zaprt severovzhod in preveč odprt jugozahod. Bistvo vastuja pa je v resnici povečanje življenjske energije. Vsi hočemo imeti dovolj življenjske energije, naj si bo v telesu kot zdravje, naj si bo v odnosih, naj si bo v financah, vse to je energija. In tudi v prostoru je dobro, da veliko energije vstopa v prostor in da se jo manj izgubi, ker to odseva tudi, koliko imamo mi energije za druge stvari v življenju. In tukaj bi rekla, ne zapirati popolnoma severovzhoda in ne popolnoma odpirati jugozahoda, zato ker se s tem ustvarja neravnovesje. Druga stvar, še ena stvar je zelo pomembna, je pa center vsakega prostora, kjer opažam, da je velikokrat obtežen. Center je pa tako kot popek pri človeku. Tudi naprimer v nosečnosti preko popka, popkovnice otrok dobiva hrano, enako je v prostoru. Popek je skladišče, torej center, popek prostora je skladišče življenjske energije. In ga želimo obdržati prostega in neobteženega. Omenila si že večkrat za element zemlje. Kako pa lahko recimo okrepiš
Pa tudi govorila si o spalnici, da je pomembno. A so kakšni predmeti? Vsak naraven element je povezan lahko z obliko, z barvo, s predmeti. Element zemlje je vse, kar je težko. Večja kot je masa, večji je element zemlje. To so lahko omare, to so lahko težje komode. To je lahko tudi v bistvu neka večji lonec z zemljo in roža v njej. Predvsem zelene rastline so element zemlje. To so vse kvadratne ali pa pravokotne oblike. To so vse zemeljske barve, kot so oker, barva cimeta, bele kave, rjava. Z vsemi temi torej z vsem tem mi lahko postavimo element zemlje v prostor in s tem vzpostavimo ravnovesje v njem. Kaj pa recimo kuhinja je verjetno tudi pomembna, glede na to, da tam pripravljamo hrano, s katero se potem prehranjujemo. Kuhinja je velikokrat srce doma, tako mi rečemo. Je pa v bistvu zelo pomembno, na kateri smeri neba imamo kuhinjo. Kot sem že rekla, srčika vastuja je 5 naravnih elementov in teh 5 naravnih elementov se vedno v vsakem prostoru razporedi na enak način. To pomeni, da je na severozahodu doma element zraka, nemira, nestabilnosti, da je na severovzhodu doma element vode, tudi to je tok življenjske energije, to so finance, obilje, da je na jugozahodu doma element zemlje in da je na jugovzhodu doma element ognja. V centru je pa doma eter oziroma akaša. In pri postavitvi kuhnje je zelo pomembno, da sledimo elementu ognja, ker je ogenj tisti, ki je glaven element v kuhinji, saj v bistvu z ognjem pripravljamo hrano. In idealno je, da je kuhinja na vzhodu, jugovzhodu ali jugu, kjer je ta element ognja zastopan v prostoru. Poleg tega ni vseeno, v katero smer imamo mi štedilnik. Priporoča se, da pri postavitvi štedilnika mi gledamo v smeri vzhoda, če se le da. Ker pravijo, da hrana dobiva energijo v smeri neba, v katero smo mi obrnjeni v trenutku, ko kuhamo. In na jugovzhod kuhinje se vsekakor vedno priporoča dati nekaj rdečega, torej nek element ognja, lahko je to nekaj v rdeči barvi, lahko so to kakšne svečke, lahko je to himalajska kristalna lučka, torej da na jugovzhod kuhinje, kjer je doma ogenj, postavimo ogenj in s tem zopet vplivamo na ravnovesje doma. Zdaj na spletu se pojavljajo številni članki, ta predmet prinaša srečo, ta prinaša smolo, dolgove in tako naprej. Kako je pri vas tuju? A dejansko res obstajajo neki predmeti, ki nam Ne, v Vastuju v bistvu ne obstajajo predmeti, ki bi bili sami po sebi neravnovesni oziroma bi nam v bistvu ustvarjali neravnovesje v domu. Moramo pa vedeti, katera smer neba je povezana z energijo določenega predmeta. Tako je velikokrat v bistvu lahko tudi na primer s slikami pokojnih ljudi, kjer nekateri pravijo, ne sme jih biti v prostoru, ker to prinaša smolo in nesrečo. Ampak v resnici ni temu tako, ker področje prednikov je ful pomembno. Mi imamo, predniki nam dajo stabilnost, predniki nam dajo moč, predniki nam dajo mir, predniki nam dajo postavitev v življenje. In je tudi pomembno, da mi imamo postavljeno linijo prednikov tudi v prostoru. Ampak seveda ne kjerkoli. To pomeni, da energija prednikov ne sodi na sever, severovzhod, vzhod, kjer energija vstopa v prostor in je to napredek, je to v bistvu finance, je to duhovna moč ali pa usmerjenost v duhovno. Predniki sodijo na jugozahod. Jugozahod je področje naših prednikov in v Vastuju prav priporočamo, da se na jugozahod postavi nekaj starega ali pa nekaj, kar je povezano z našimi predniki, ker to daje stabilnost oziroma mir, moč notranjo in neko postavitev v liniji naše družine, ker mi smo tudi naši predniki. Kaj pa recimo suhocvetje, to sem večkrat že prebrala, da ni v redu. Ja, temu bi jaz rekla, da je to kozmetični vastu, ali pa nekateri so včasih pisali do kozmetični feng shui. Bolj kot to, a imamo mi v bistvu postavljeno sveže cvetje ali v bistvu suho cvetje, je pomemben
kakšna je zastopanost naravnih elementov na posameznih smerih neba. To pomeni, da tudi suhocvetje ima lahko prostor v domu, v hiši, ampak bolj na področju juga, jugozahoda ali zahoda. Na kar sveže cvetje, oziroma vaza s cvetjem, z vodo in s cvetjem, ta sodi naprimer bolj na sever, severovzhod ali pa vzhod posameznega prostora. Tako da vse ima lahko svoj prostor, samo ni vseeno, na kateri smeri neba se nahaja. Potem tudi kaktusi so verjetno v redu, ker sem tudi brala, da ne smemo imeti rastline z bodicami v hiši. Kaktusi so v redu, tudi rože z našpičenimi lizni so v redu, ampak spet moramo pomisliti, s katerim naravnim elementom je to povezano. In kaktusi in našpičene rože so povezane z elementom ognja. Torej, lahko so v prostoru, ampak na tam, kjer je zastopan element ognja, to je pa jugovzhod, primarno, delno tudi vzhod in delno jug. Zdaj, ko govoriva o tem, se potem pojavi vprašanje, a smo mi tisti, ki vplivamo na prostor, ali prostor vpliva na nas, a ne, recimo, če si ti recimo depresiven, boš težko urejal in čisto dom, ko so stvari v tvojem življenju dobre, imaš več energije za urejanje doma, ne, kaj je v bistvu, ali lahko potem tudi mogoče malo z manipulacijo stanovanja vplivaš, da se boš ti boljš počutil. Malo sem zakomplicirala vprašanje. Veš, kaj hočem. Prostor vpliva na nas in mi vplivamo na prostor. Zato, ker je ena izmed zakonitosti, da je vse povezano med seboj. Je pa tako, naprimer bom dala en primer. Vsi, ki imamo najstnike doma, vemo, da je določeno obdobje, ko je soba Hirošima, oziroma je obdobje, ko so sobe razmetane, ko so cune po tleh, ko so stvari nepospravljene. To pomeni v bistvu, to je ponavadi takrat, kadar se v njih veliko stvari dogaja, torej je neko prehodno obdobje, je neka nestabilnost, je razvoj možganov, se postavljajo v prostor. In potem nek trenutek, ko so postavljeni, kar naenkrat začnejo v bistvu stvari postavljati. Dajo stvari na svoje mesto. In seveda v bistvu postavljen prostor in urejen prostor vpliva tudi na to, kako se pač mi počutimo. Je pa zelo odvisno, v katerem delu življenja in življenjskega obdobja se nahajamo. In zopet, zopet bi to poudarila, koliko so pomembne smeri neba. Torej ni potrebno, da mi vedno sčistimo prostor v nulo. Ampak, da na smereh neba, kjer prihaja življenjska energija v prostor, torej sever, severovzhod, vzhod, da je ta del čim bolj urejen, pospravljen, manj obtežen, čist in prost. Zdaj nekateri ljudje so pa tudi obsedeni, s čiščenjem, se pravi, vedno neko ravnovesje moramo iskati. To ravnovesje, vedno iščemo ravnovesje, tudi preveč v bistvu čiščenja in preveč pospravljanja ni naravno, in to lahko odseva pač zopet nekaj, kar se dogaja v nas sami, naš notranji ustroj, našo notranjo strukturo. Tako da iščemo ravnovesje, kako ga najdete, pa vprašanje za pilot. Kolikokrat pa ti recimo počistiš stanovanje, je to enkrat na teden, a je to... Mi imamo muce doma, tako da moramo kar v bistvu počistiti in sesati stanovanje večkrat na teden. Se pa zagotovo enkrat na teden v bistvu pospravi prostor. Tudi tukaj pa moram iskati ravnovesje, ker imam 2 najstnika, ki nista pripravljena ravno na take kriterije čistoče, kot bi si jih jaz želela. Tako da je vedno iskanje ravnovesja in konsenza oziroma tega, koliko biti zoprna mami in koliko v bistvu spustiti ene stvari in pustiti prosti tok. Brezžični sesalnik Philips Aqua Trio sočasno sesa in pomiva vse pred seboj. Philips. Vastu se verjetno tudi prilagaja posameznikom, niso samo pravila. Torej, pri vastu je tako, da imamo neka splošne naravne zakonitosti, ki jim sledimo, nekaj sem jih že omenila. Je pa tako, da je dober vastu mora vedno gledati tudi posameznika. Zato je vastu neločljivo povezan z Džotišem. Džotiš je pa venska astrologija
Po Džotišu se naredi rojstna karta, to je slika neba v trenutku našega rojstva. In iz te rojstne karte, torej iz Džotiš individualne karte, mi vedno računamo osebne točke za prostor. To pomeni, da dober vastu je vedno tisti, kjer se kombinirajo torej splošne zakonitosti z osebnimi potrebami, priporočili in vedno se povezuje Džotiš in vastu in se dejansko preriše našo rojstno karto v prostor in s tem se v prostoru ne podpre samo to, kako se mi počutimo. Prostor nam lahko podpira partnerstvo, prostor nam lahko podpira finance, prostor nam lahko določeno zdravstveno nevšečnost podpira ali pa mogoče veča. In to se pa vse naredi z vključitvijo Džotiša v znanje vastuja. Spravi tudi, ko recimo prideš nekomu domov, lahko tudi že po domu sklepaš neke stvari o tej osebi. Ja, ampak ne sklepa se stvari po teh kozmetičnih popravkih, a ne, ampak predvsem po obliki prostora, po tem, kje imajo vhod, po tem, ali je v bistvu v prostoru kakšen primanjkljaj ali mogoče kakšen podaljšek, po tem, v bistvu, kje so nameščeni posamezni prostori. Ker če imamo na primer mi kopalnico na jugovzhodu, kjer je element ognja, ta voda ugaša ogenj in lahko oseba dela težje spremembe v življenju. Če imamo mi v bistvu kuhinjo na severozahodu, kjer je doma element zraka in komunikacije odnosov, se lahko to odseva kot prepiri, na primer v odnosih. Tako da ta postavitev prostorov na posameznih smereh neba, oblika prostora, kje se vhodi, to v bistvu govori o življenju ljudi v tem prostoru. Kaj pa lahko narediš, če recimo imaš narobe obrnjeno ali spalnico ali kopalnico, zdaj ne boš šel verjetno razbijati hiše, da jo boš obrnil v pravo smer. Obstaja tudi kakšen način, da vseeno lahko izboljšaš potem stanje? Večina vastuja, ki se naredi, ni novogradnje. Torej jaz si vsekakor želim, da bi se več vastuja uporabljali pri novogradnjah, ker takrat lahko od začetka postavimo pravilno stvari. Ampak večinoma ljudje živimo v nekem prostoru, kjer ne moremo razbiti stranišča ali pa kuhinje. V tem primeru vastu pozna ogromno preventiv, od barv do naravnih elementov, do oblik, do rastlin, do v bistvu fotografij ali slik. Tukaj so tudi jantre. Jantre so neke vrste mandale, to je sveta geometrija, in s postavitvijo posamezne jantre na določeno mesto lahko tudi močno zvišamo energijo in ustvarimo ravnovesje. Tako da ogromno preventiv je tudi na obstoječih domovih, za obstoječe domove, da se lahko vzpostavi ravnovesje v prostoru. Kako pomemben pa je vonj v domu? Verjetno je prav tako pomembno, da je dober zrak, da prijetno diši, a hkrati ne po umetnih svečah in nekih osveževalcih zraka, da ne vnašamo še dodatne kemije. Jaz bi tako rekla, predvsem je pomembno, da se da se odprejo okna, da pride zrak v dom. Torej naša hiša ne more biti, naš dom ne sme biti v bistvu ločen od narave, ampak mora biti del narave. To je tudi bistvo vastuja, kako to naravo pa naravne zakonitosti vnesti v prostor. In tukaj lahko torej močno vlogo igra tudi vonj, ki pa naj bi bil čim bolj naraven in ne v bistvu povezan z različnimi kemikalijami in vonjavami, ki so umetne. Imaš še kakšen nasvet za pomlad? Kako lahko zdaj ustvarimo? Predvsem to, torej dajmo počistiti prostor, dajmo se znebiti v bistvu stvari, ki nam ne služijo več, kljub temu, da nas je strah, kaj pa če. In daj torej dva nasveta, oziroma mogoče 3, da pogledamo, kaj se nahaja na severovzhodu našega stanovanja, našega doma, da ta severovzhod počistimo, torej da je čim bolj odprt, čim bolj prost, da na severovzhod postavimo element vode. Ker element vode na severovzhodu bo povečal življenjsko energijo. Element vode je lahko sobna fontana, element vode je lahko akvarij, element vode je lahko vrt z vodo, ali pa je to važa z vodo pa svežim cvetjem. To je en nasvet, torej da postavimo vodo na severovzhod. Voda je tudi tok denarja in tok obilja in ta severovzhod je zelo povezan s financami.
to nam bo lahko tudi podprlo tok denarja. Drugi nasvet, ki bi bil, da pogledamo, kje se nahaja jugozahod našega stanovanja in da na jugozahod postavimo nekaj težkega, nek element zemlje ali pa nekaj starega povezano z našimi predniki. In tretji nasvet bi bil, da določimo, kje je center oziroma tista srčika doma, popek, kjer je skladišče življenjske energije. Velikokrat, kot sem rekla, je center lahko obtežen, imamo gor v bistvu kakšno steno ali pa kakšne elemente, ki jih ne moremo odstraniti. V tem primeru lahko v center vnesemo nekaj v obliki romba, lahko vnesemo nekaj v obliki lotusovega cvetu, ki ustvarja ravnovesje. Ko sva prej govorila že o teh predmetih, ki prinašajo srečo ali ne, sem se spomnila tudi na recimo dekoracije. Kaj pa recimo, nekateri imajo še vedno božično dekoracijo, pa smo že marca. A je to tudi pomembno, da slediš ritmom časa in letnim časom? Ja, letni časi imajo vse določene zakonitosti. Torej, bolj kot božična dekoracija bi bilo pač je fino slediti temu, da damo na primer pomladi, da damo pač sveže cvetje, probamo dati v bistvu neko sveže cvetje v prostor. Tako da bi rekla, da je za slediti tudi v bistvu ritmom narave oziroma letnim časom. Hvala ti za praktične in koristne nasvete. Upam, da sva poudarili, da naš dom niso samo 4 stene, da je tudi dom na nek način bitje, ki ga je treba negovati in skrbeti za njega, da se lahko v njem počutimo varno. S čim bi ti zaključila ta pogovor? Jaz bi zaključila s tem, no, da je vredno nekaj časa usmeriti v naš dom oziroma ureditev doma oziroma to, da ga počistimo, da ga pospravimo, ker bo to neločljivo je to povezano s tem, kako se mi počutimo. In povečana energija v domu je povezana s povečano energijo v nas, v naših življenjih in v naših telesih. In v bistvu tukaj, kjerkoli začnemo delati spremembe, to za sabo potegne tok in spremembe v domu so neločljivo povezane s spremembami v življenju. Hvala, Tina. Hvala.